Kako pa sta zendiral danes? Najbolj iskreno povedano ne vem. Okay. In akcija, pozdravljen na Zanžunem kanalu, moj ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Slaba stvar tega, da se konstantno snemaš in živiš svoje življenje online, je to, da moraš obrazlagati, zakaj imaš obližno ušesu. En šivček imam zadnji, jutri mi ga upam, da ven dajo, tako da bom čez en teden že brez tega flajštra. I better. Gledaš novo epizodo Dolgega jezika in danes je ponovno na vrsti intervju. Kdo je prišel k meni v studio? Evina lepotilnica, Eva Centrih. Pa da ti že kar naprej spoilam, ja, imamo 2 dela in ja, imamo dejansko tokrat 2 dela. Ful ljudi mi je pisalo v DM-se, kje je drugi del, Majka pa Nataše. Ne smem preveč povedati, vse, kar lahko povem, je to, da je pač bila višja sila in tisti forbidden drugi del nikoli ni smel priti ven. Te pa že zdaj vnaprej pomirim, da je tale intervju z Evo še 10-krat bolj zanimiv, še bolj ekskluziven. Mene je presenetil. Pa drugi del pride ven v soboto, ta isti teden v soboto. Pač tako, samo to, da te ne bo skrbel, da bom rekel, da bosta 2 dela, pa ga pa spet ne bo. Eva mi je razkrila ene sočne informacije, kaj se je dogajalo behind the scenes. Vprašal sem jo, če je bila igra vedno fair in pa če so bila navodila res tako nejasno obrazložena. Tale intervju je res sočen. Tako da priprav kokice in če te vse tole zanima, poglej video do konca. Veš, kaj jaz pogrešam? Da bi imeli, ko bi se šel končal, ko imajo ti na koncu povzetek vsega, da se soočijo. Ja, temu se reče reunion. Pa tako, da bi bil super, pa reunion. Ja, res. Pa tako Housewives reunion, ko se kregajo guno, a veš, ko vsi hočejo imeti drugo sezono, pa da bojo kaj spet povabljeni. Kaj si misliš, si rasistov, kdo je skregan s kom? A sanski moški bil reunion? Ne vem, če je sploh... Kako so to smotani, se opravičujem, ampak zakaj ne izkoristijo, veš? Ja, takoj naslednji dan bi mogel biti, mogoče ponedeljek, da razčistimo, lepo se oblečemo. Res, pa da, a veš, mi tudi bi videli oddajo, pa videli, kaj je nekdo govoril z tvojim hrbtom in na reunionu vprašaš, kaj je bila fora, a ne? Eto. Ful zavrnjena. Ja, ker zdaj ful vidiš enih stvari, kaj se je dogajalo, prej pa pač nisi imel pojma, ker redko kdo da upati v faco povedati, ne? Pa je prav bilo, tako. In zakaj se to morajo pojeti le pri meni pogovarjati, ne na reunionu? Pa voditla imamo, evo, voditla imamo. Eno vprašanje, ki ti gre verjetno že toliko na živce, ali si se ti samo povabila, si se samo opisala, ali so vaja pač povabili? Ej, drugačne, dobro vprašanje, ker jaz sem, da odgovorim najprej, ne so naju povabili. Ampak jaz sem bila vedno tudi odgovarjala nisem na ta vprašanja, pa sem pa videla, da to je big deal. A greš ti sama, te povabijo. Jaz sem si pa mislila, pa se kama veze, zdaj pa vidim, da tako. Veš, kaj pol kdaj na kakšen komentar zaslediš, ne? Ja, pa hod v šov, pa kaj se kaže, pa vidiš, da če si bil pa povabljen, pa ne vem, drugače gledali. Mislim, seveda dodani, ki so oni tebe hotel, a razumeš, tako da mečkan se drugače, bolj se slišno, da je bolj realna. Bolj se sliš, ja. Nisem pa zazid, da ti dva sta bila v Masterchefu. Mislim, da sta bila da tudi povabljena. Kdo pa se je potem sploh prijavil sam? Borče Laura. In to ne vem, če ni to, veš. Aha, prvi snemalni dan. Daj mi povej, od 1 do 10, koliko je bil ti snemalni dan dolg? Oh my god, ful je bil dolg. Ja. Veš, kako je bilo? V bistvu naju so prišli ob 7 zjutraj iskat domov. Ja. Imela sva voznika, so naju prišli iskat domov, spakirala, jaz sem spakirala pač vse, nisem vedela, ko bo takrat časa ostala. Koliko časa si pa imela za spakirati? Toliko, da je bilo dovolj časa. Ok, ni bilo zdaj danes na jutro. Ne, so bile tako usmeritve, da rabaš pajkice, tako so nas lepo vodili, tukaj nimam kaj reči. Tako da spakirala sem, kar sem imela. Mal je bil problem to, ker ne smeš imeti nič brendiranega. Ja, in se veš, jaz imam rada tudi kakšne take znamke in sem imela tle ful veliko težavo, ker so ti kaj rekla, tole pa ne moreš gor imeti dol? Ja, veš kaj, zakrijajo ti z listkom, ne? Aha, okej. Ker to zgleda. Ja, itak. Tako da sem pa še zadnji trenutek hodila po trgovinah, pa iskala. Tako da to sem imela kar izziv. Koliko sta videla imela do lokacije vožnje? Bilo je pol ure. A ja, pa ni bilo tako panike. Sam ti povem, je zdaj eno tako sočno zadevo. Finally, let's go. Lahko, se po moje da. Ja, itak da lahko. Zdaj tak že končano. V glavnem, mi smo bili tam v bistvu na koncu malo prezgodaj in so rekli, da gremo na kavo tam čist blizu vile. Mi tak nismo vedeli,
videli, kje vila je. Ne? In ta najmen voznik se z enim sliši, naj jo pripelje do enega lokala. In jaz se obrnem in zagledam najprej Katarino pa Markota. A si ti vedela prej že, je bila Katarina? Nisem vedela. Je vedela. Nisem vedela. In pa se obrnem na levo in vidim še Ajdo pa Lukata. Jaz pa Lukata poznam odprej, ker sem midva delala na eni televiziji skupaj. In za njo pa pač ne tako, a sta one dva tudi valjda, da sta. In so to malo zafrknili, ker mi še preden smo šli noter v hišo, sem jaz že videla dva para, kjer je spoznala, ne? Ja. Tako da smo spili kavo, pa je bila pa odenkrat ful panika, odenkrat, morate iti, ker mi smo predtem žrebali neke listke in midva bi mogla priti v hišo ta zadnja. Pa se nam je pa odenkrat toliko mudil, da smo midva v bistvu prišla 6, mi 7, 8 sta bila pa Silva pa Melita, ne, tam skrita zadnja. Ni bilo gunga sporočila med vama z Katarino en teden prej, oh my god, kaj boš ti napravila, ko boš ti bila kočko sabo, a so ti kaj pripravila? Ne, nič ni bilo. Nič ni bilo. Ful dobro. Kdaj ste pa zaključili prvi snemalni dan? V bistvu ja, prvi dan je bil res dolg in še tako kava, pol smo se spoznali, pa tam je bil nek narezek, se tako ful lepo pripravili, ampak jaz nisem načela, ker so nam že un dan rekli, da bo že prvi izziv in itak ti zablokira želodec totalno. Vedel si pa, da prvi dan boš šli z enim na har. Ja, itak, a ne? Pač, da pritegnejo pozornost. In sem v bistvu jedla šele ob polnoči. Skinny legend. Ja. V bistvu sem dojela, da šov je eno samo čakanje. Ja, to ste pa vsi dojeli, po moje, ker to sta pač vsi pojamrali. Ker sta videla zraven tam prišla tja. Kdo je bil po prvem vtisu, si rekla, največja konkurenca? Absolutno. A veš, da nisem še tako razmišljala. Nisi še, okej. Ne, res nisem imela sploh še fokusa. Vem pa, da prvi dan, ko sva dobila sobo, pa sva dobro sobo dobila in jaz rada bi šla dan. Zakaj? Ne vem, pač realnost me, se pa je bilo cool, ampak realnost me je zadela. Ozvočena, toliko se je čakali, toliko sem bila lačna cel dan, živčna, dojela sem, da je šlo eno samo čakanje, mi je vse na začetku dol padalo. Da pressure, ko imaš ti kamero pred facom. Ja, pa je šlo pa lažje, ampak prvi dan sem hodila dan. No, ko sva že pri temu, kjer je bil tebi najtežji izziv? Mislim, da se to je videl in slišal. Ja? Tež veli. Ja. To sem res doživljala grozo. Svaka ti čast, Pa bi rekla, da veliko drame, ki ste jo imeli med sabo, z Majkom pa z Matašom niso pokazali? Veš, kaj je največja fora? Da mi se v hiši z njima sploh nismo ukvarjali, to se tako grdo sliši, ampak mi nismo imeli problema v hiši. Tudi v 5 zjutraj nekaj se slišala smutje. Je res. Se pravi, ste imeli probleme? To je res in se mi tudi takoj rekla. In naslednji dan me je zbudila, ampak sem videla, da je uvidevna, da je razumela, ampak takrat je šla bolj na tiho in pa sem mi rekla, lej, ni v redu, jaz to slišim, ker dnevna soba je bila v bistvu najbolj nehvaležna soba, ker si, mislim, ajde. Ja, je bila parkolca, ajde tam, ampak vse se je slišalo, ful smo pozno hodili spat, ko se je kdo šetel, ni bilo pravih vrat in sem čutila, slišala, da je bolj potih, ampak se je slišalo, ampak tako, da bi mi imeli kakšen problem, ne, ona je pač imela ti svoje šejke, seanse, ni pa nas direktno motila, tako da sem bila ful presenečena, koliko je ratala drama na televiziji. Se pravi, ja, ti sploh nisi pričakovala te drame? Ne, v bajti sploh ni z njo bil problem, pač ona se je omaknila, furala svoje, kolikor smo preživeli časa skupaj, dokler smo čakali na izzive, ampak... Jaz sem slišal govorice, da ne bi se ta šov mogel že veliko prej predvajati, kakor se je. To sem tudi jaz. Mislim, nam so rekli, zdaj ali da bo septembra, ali pa pač pomladi, ne? Ampak smo vsi nekako rekli, ali bo septembra, snemali smo poleti, se bo že spet. Pa si ti kaj slišala za razlog, zakaj ne se ne bi predvajal to prvo? Mislim, da so mogli vse skupaj premontirati. Jaz sem slišal, da ni bilo dosti drame in so vse zavrnili. Ja. To se je slišalo od mene, tako da ne morete tožiti. Prve 3 oddaje, to je bilo Katarina šov. Jaz sem bil guno, ok, koga bo zdaj največ pokazali? Meni je bilo to incredible. To je bilo čist Katarina pa Marko, pa Nataša pa Majka je bilo 50-50, bi jaz rekel. A se tebi zdi, da tebe sploh niso pokazali na začetku? Par oddaj, a ste imela sploh kakšno izjavo? Ja, se strinjam. Presenetljivo je to, da sem vse na Instagramu ful lepo rasla. Tako na vsak teden sem dobila 1000 followerjev, malo več, kar je ful. Sem si rekla, kako se na toliko malo kaže. Res je bila malo noter. Vedela pa sva, da midva ful nisva nekaj dramatična in da nisva glih material za šov v smislu drame. Midva sta balun, material mogoče za zmagovalce.
matica. A veš, kaj mislim? Mora biti ta balans in na začetku res so nadal malo, da sem že res rekla. Plus zmagovalec mora biti fan favorite. On ne bo zmagal nekdo, ki... A ne. Jaz sem pripravljena še za nagovorice. Ti si rekla, da je bil tvoj najtežji izziv tisti, ki so bile živali noter. Sem pa jaz to slišal iz govorice, da ti je še en izziv delal dosti probleme na setu in to je bil izziv z avtom. Se pravi, jaz sem velikokrat čez oddajo dobil občutek, da nobeden ne ve, kaj so pravila igre. Da se je to majčkeno sprozmišljevalo. A imam jaz napačen občutek, a ste tudi vi kdaj dobili tak občutek? Še eno vprašanje, ali so vam vsakič navodila do potankosti dobro razložili? V bistvu si ful dobro začutil, ker navodila so bila res nejasna. Jaz v bistvu tudi, ko sva midva bila diskvalificirana in ko jaz rečem, pa kdaj ste rekli, da ne smem ven iz avta, dajo posnetek, ki so sami sebe še bolj zaštrikali, če mene vprašaš. Ti se s svojim partnerjem ne vidiš od jutra, te dajo na razen in potem se vidiš pa 8 urah prvič pred kamero. Ta čas si na razen. In mi čakamo v enih kontejnerjih, oni v drugih. In prvič se vidiš na kameri. In voditelj te pove, kaj bo igra, vidi se s partnerjem in je cut. In potem gre te statist razložiti igro. Takrat, ko sva midva s statistom hodila gledati igro, sem jaz njemu rekla, kje grem jaz lahko ven iz avta. In zdaj to, jaz sem mnenja, da vam en rekel, tukaj mi razložil, kje, oni trdijo, da mi niso tega rekli. Jaz sem zahtevala, naj se ta posnetek pokaže. A so tega pokazali? Ne, ker se ni snimal. In zato jaz v avtu vprašam, čakaj, kje si rekel, da grem lahko iz avta? To so pokazali. Ja, zato ker mi je prej statist, ko smo hodili po progi, rekel, kje grem lahko. Ti se spomniš, da ti je rekel, da na koncu greš lahko ven? Ja, da grem lahko ven, tako. Veš kaj, se mi zdi, da so ful razmišljali o igrah, kako bojo zapeljali, pozabili so pa res na navodila. Ful so pa velikrat nejasna, dvoumna, pa so se kar nekaj odločili, ko si rečeš, tako je to zdaj zato, ker nisva glih favorita, premalo dramatična in naj bo tako lahko dali hitrejši ven. A si takrat tebi sfukal na setu? Pač ful sem popizdila zato ker to je bilo pa jaz sem res ful fair človek, ful dam na poštenost in to mi je res pomen in jaz sem imela takrat res feeling, da niso naredili prav. In oni so te kaj gledali, so rekli, žal? Ja. Dobesedno. Jaz sem se že odzvočila. Jaz sem dala mikrofon dol, ne bote mi tega delala, hočem, da je fair. Pa sem se ful sekirala, kako bo to prikazano, ampak sem rekla, stojim za svojimi dejanji. In se mi zdi, da je tudi mogoče lahko takrat kakšna zamera prišla, ker pač so rekli, ne vem, ugibam. Pa dobite Matica, ki pripisuje, zakaj pa njega ni diskvalificirala. Let's go, gremo kar direkt na tisto igrco, ki so bile škatle. Ja, ta igra je bila po moje narejena tako, da so fantje videli levo desno, ker valjda so vedeli, ampak to ni bila napaka. Saj so točno vedeli, da so pred njimi kamere. To je bila boš. Ja. A veš? To ni bilo dajva vam blokado, da bo fair play, ne. Veste, da so pred vami kamere, boš izkoristil moment in pogledal. Pa ne nič osebno proti Maticu ali pa Indiri, samo če sva bila midva diskvalificirana, pa boste enako strogi za vse in ne razumem, ker ona dva te igre ne bi naredila in bi se lahko totalno drugače vse obrnili. Se pravi, takrat vi niste slišali, ne smete prepisovati? Ne, to niso rekli. Ne, čeprav ti bom pa nekaj povedala, kar pa Raleta izdi, škoda, ker ni tukaj zraven, ampak službene odgovornosti. Če kdo lahko njegovo imeno povesti. Ja, veš, kako je bilo? Kar sta pa midva tudi na nek način zamerila, tam je bila ena producentka in to se veš, to je igra pa pauza in Rale si je nekaj glih tako je mislil, da ima, bom rekla, pač malo je mislil, da ima in si je tako nekaj popravljal. In odenkrat pride producentka in naj jo predvsem nadere, ker je mislila, da je on meni dajal znak. Znake, ja. In Rale, kaj s tabo, nisem dajal nobenih znakov, pač ne, popravljam si. In to je bilo isto igro. Pa vi direktno Matica, da prepisuje, pa ne kaznuje. Pri nama je pa samo miselna, ker ne je vzela na piko zaradi avta. In veš, take stvari sem si jaz potem rekla, grdo. Pač dotakne se te. A je bila to ista producentka, ki ti je rekla, ne, pač žal, ne moreš iz avta? Se to ekipa večji sprejema odločitev, ampak ja, dva glavna sta bila in ona je bila ena izmed teh dveh. Zaradi tega, ker jaz bi razumel, če bi govoril, bilo je to z avtom, whatever. Ampak to se je konstantno dogajalo, pa fora je to, da smo tu mi gledalci videli. Jaz nisem bil tam, pa vem test. Razumeš? In
Poj sem se gunil, kaj pa je vse še bilo, če smo a veš, zato pa jaz sem pa po vsaki oddaji ful komentirala na storih, ampak pol je bilo že hiter je lahko kontraefekt. Če ti preveč opozarjaš na napake, hkrati pa mogoče že kakšen izziv zgubiš, izpade, da koliko ti je krivo nehi. Pa sem jaz na eni točki rekla, da prepustim gledalcem, spremenila tako, več ne bom, ampak meni je res pomemben fair play. In se mi zdi, da cela igra je bila tudi, se prideva še do finala, ampak zakaj dava težjo torbo? Ne spojlaj, ker to je pa taka debatica, ker itak ima produkcija začrtane top 3, ampak da greš čez živo... Jaz sem prepričana, da midva nisva top 3. Jaz ne bi hotel, jaz bi rekel ne. Se jaz nisem hotel. Ne, čak se bova, počak, oh my god! Ok, gremo naprej. Ok, še ena igrca je bila. Ko je bila dražba, mora predebatirati. Mora predebatirati. Kdo je začel z debatami za taktiko? Kdo je začel ekipca, da ima... Veš, kaj je največja fura? Da sem jaz zdaj dobila največjo zadoščenje. Ful se je pisalo temu in zdaj sem pa poslušala, ko je bila Indira in Matic v podcastu in rečeta, uradnega dogovora ni bilo. In sem bila, kje sem bila prej? Meni ni bilo vse, da pišejo za mene, da sem hinavka, ker jaz vem, da pač, če rečem, pridem. Mogoče malo zamudim, ampak pridem. In če bi bil dogovor, bi se ga jaz držala. Tako je bil pa dogovor tist. Lej, gremo skupaj do finala, če pridete one dva na stoju, damo ven. Ampak ne ti za vsako ceno, da mi njih vržemo ven na ta grd način. Se pravi, vi se niste zmenili za vsako ceno? Ne, to je bila tako debata ob pijači. To ni bilo roka, dogovor, sikanje, ne. To je bila v bistvu slaba vest njihova in v bistvu so oni tudi zakaj na koncu jokajo, ne. Ker dojamejo, da ni prav. A veš, stoj za svojim dejanjem in ne joki. Zakaj jokaš? Dobro. Pa tudi tako glupo mi je, kje sva midva takrat. Ker oni jokajo na rami en drugega najo pa kar ni. Kje pa sta bolj, da smo? Ja, ne vem, dam sva šlo. Drugič, a ve? Kdaj pa si ti porajtala, na kateri točki igre, da je Bogunov wow, chill guys? Jaz sem itak že, ko so nam povedali igro, v garderobi rekla Meliti, meni je ta igra ful grda in jaz sem bila takole, sem čakala. In so vse videli, da je Eva se bo. Še ena mi je rekla tam od te ekipe, da je Eva se bo. Meni je bila igra že takoj, zabila me je, ker ful težko gledam, da nekdo trpi. Res, meni, ne vem. Ampak če so se ti toliko smilili, zakaj nisi poj ti glasovala pa pomagala drugim? Jaz sem samo hotela, da se čim prej zaključi ta igra. Ker mi sploh ni bila fair, da na en tak grd način mi nekoga vržemo ven. Sem rekla, ne bom sodelovala v tej igri, ker se tle ni bilo prav narobe. Kaj, a da bi mu pa nalagala, bi bilo pa kul. V taki igri, ki gre čez tvoja prepričanja, pač odstopaš. Saj sem odrasla oseba in ima možnost izbire. In jaz sem se odločila, da pri tej igri ne sodelujem, kakor se Indira pri igri z živalmi. A veš? In to so vse videle. A veš, nobena ne more tudi s prstom kazati name, zdaj si tako ve, da tega dogovora ni bilo. Tudi Indira in Matic to povesta v podcastu. Ampak se ni bilo to, da bi mi imele med sabo rešetke in ne bi slišala in da bi jih zafrkala, tudi če bi bil dogovor. One so videle in so v kjeremkoli drugem momentu lahko naredile drugače. A je bilo ful napet? Ker veste se vmes kar mečkam, daj Eva, glasuj, a ne? Tebi je bilo tudi iz njihove strani učitan. Ja, ful je bilo napet, ful je bilo, tisti je bila tako highlight po moje tega šova. To ste se nadoknadili, ker so bile tako 3 epizode pred tem, tako dolgočasno sem jaz mislil, da bom njihov gledati. Pač tako te Še ena malenkost, ki jo pa veliko ljudi spregleda, tudi Silvo, vse je Silvo, ne? Tudi Silvo tu se je pomagal, ker njemu je Gun Gospodič vse stvari vzel, dal na pladen. Res je, ja. Zakaj o tem noben ne govori? Res je, ja. To je meni isti škandal, kakor Matic, ki je Gunu pomagal. To je spet to, ja. Dvojna merila. Pa so bili Guni lepo pridno tiho, ampak še zmer se je pomagal. Ker Silvo je po Gunu ni fair, pomagal, a zraven je na eni točki imel Silvo 10 stvari med nogam, ki jih imel v drugem katu vse v košari. To je ziher stvar, ker jaz nimam odgovora na njo in si opazil, kar se marsikdo sprašuje, ampak ne vem. Dejstvo je, da smo si ljudje različni in jaz razumem Indiro konc koncev, da je šla do konca, tako pa nekako želim, da tudi razumejo mene, da jaz sem pa pač prekinila. Kakor je ona igro živalmi, sem prostovoljno odločila, da pač ne gre. Kako pa sta z Indiro danes? Najbolj iskreno povedano ne vem. Ja, mogel sem zaključiti intervju na enem takmu cliffhangerju, zaradi tega, ker je bil odgovor res zanimiv, ampak sem ga pa prišparal za drugi del.
Tako da, če te zanima, kaj se je dogajalo z Indiro pa z Evo, kaj vse se je dogajalo v finalu, stvari, ki jih ne jaz pa ne ti nisva videla, boš pa mogel počakati do sobote. Tako da, če ti je bil tale video všeč, ga ne pozabi lajkat, ne pozabi prečekirati mojega Instagrama, ker velikrat na storiju objavljam kakšne previewve, ki jih vidite vsi preden objavljam na YouTube. Tako da, se gledamo pa se pišemo tam naprej in to je to. Čau, čau.